Od danes pa do 23. decembra je vlada sprostila nekatere ukrepe. Epidemiološka slika je sicer v nekaterih regijah boljša, a prvotni namen vlade je še vedno zajezitev širjenja epidemije v Sloveniji. Tako se z današnjim dnem odpira javni promet, nekatere dejavnosti ter odprava prehoda občinskih mej v epidemiološko boljših statističnih regijah. Vlada se je konec tedna na eni strani seznanila s stanjem kapacitet in rezerv v zdravstvenem sistemu, na drugi strani pa s stanjem v gospodarstvu. Odločili smo se, da ob zelo strogih pogojih dovolimo izvajanje nekaterih dejavnosti ter zaostrimo inšpekcijski nadzor in kaznovanje morebitnih kršiteljev. To je dobra novica in pomemben korak v smeri ponovnega zagona našega gospodarstva in delovnih mest. Pozitivno je tudi to, da industrije ne bomo ustavljali, saj do sedaj ni predstavljala perečega vira okužb. Odgovornost industrijskih subjektov pa je, da z doslednim upoštevanjem ukrepov še naprej zagotavlja varne pogoje dela. Z zadovoljstvom sporočam, da se bodo od jutrišnjega dne pa vse do 23. decembra obstoječim izjemam, ki jim je že dovoljeno obratovanje, pridružile še nekatere druge dejavnosti. Z dopolnitvijo odloka se v vseh statističnih regijah dodatno sproščajo cvetličarne, avtopralnice in kemične čistilnice. Dovoljuje se tudi izvajanje higienske nege, razen dejavnosti salonov za nego telesa in dejavnosti piercinga, tetoviranja in podobnih postopkov. Dovoljeno pa je tudi opravljanje vseh finančnih storitev. Le v določenih statističnih regijah, v katerih je epidemiološka slika boljša, to so Osrednjeslovenska, Goriška, Obalno-kraška in Gorenjska, pa se dovoljuje tudi odprtje prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo oblačila in obutev, ter prodajo oblačil in obutve v prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji. Pri tem poudarjamo, da pomerjanje oblačil in obutve ni dovoljeno. Odprte so lahko tudi prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo športno opremo, ter prodajalne z motornimi vozili. Naš poglavitni cilj je še vedno zajeziti širjenje epidemije v Sloveniji. Sproščanje zajezitvenih ukrepov ne pomeni, da smo to nalogo že opravili in da je epidemija za nami. Sproščanje ukrepov naj bo spodbuda vsem izvajalcem in uporabnikom teh dejavnosti, da strogo spoštujejo pravila in usmeritve tako NIJZ-ja kot Ministrstva za zdravje. Epidemiološka slika je namreč še vedno zaskrbljujoča. Zato vse državljane pozivam k zmanjšanju števila in intenzivnosti stikov, delodajalce k zagotovitvi varnih pogojev dela in upoštevanju vseh higienskih priporočil, delavce pa k njihovemu spoštovanju in upoštevanju. Držite distanco, nosite masko, razkužujte si roke, pogosto prezračite prostor, naložite si aplikacijo Ostani zdrav in prijavite se za cepljenje proti covidu. To je 6 malih, a pomembnih korakov, ki jih lahko naredite za varovanje vašega zdravja in zdravja vseh vaših okoli vas. Verjamem, da lahko zajezimo epidemijo in se vrnemo v normalnost, po kateri vsi hrepenimo. Zdaj je čas, da pokažemo, da ukrepi niso sami sebi namen in da jih zmoremo strogo spoštovati tudi v praksi. S spoštovanjem ukrepov pokažemo zaupanje vanje, zaupanjem pa voljo, da se vrnemo k življenju, ki smo ga poznali v začetku tega leta. Na mizi imamo enostaven recept, iz katerega lahko ustvarimo nekaj dobrega in od katerega imamo lahko vsi korist. Predvsem pa mirnejše praznike in lepši začetek novega leta. Leta, ki nam lahko prinese boljšo epidemiološko sliko in pozitivizem. In ne pozabimo, vsaka sprememba se začne pri posamezniku, zato pazite nase
in na vse okoli vas. Vlada Republike Slovenije je včeraj na dopisni seji po daljšem sestanku posebne COVID skupine sprejela odlok, da se od jutri 15. decembra do vključno 23. decembra ponovno sprošča javni potniški promet v Republiki Sloveniji. Glede na to, da fakultete, šole, vrtci še ne delujejo, se bo ta odvijal po počitniškem voznem redu, to že usklajujemo tudi z izvajalci javnega potniškega prometa. Pri tem pa seveda se bo javni potniški promet izvajal v skladu z vsemi priporočili NIJZ-ja. Zagotovo je eno glavnih priporočil razkuževanje rok, maska, vstopanje, izstopanje iz vozila in tako naprej, ter seveda tudi polnitev mest, sedežev. In sicer ključno je, da to spoštujemo. Na avtobus ali pa na vlak bo lahko največ vstopilo polovica ljudi na sedeže, ne? Torej polovično polnjenje avtobusa in vlaka. Pri tem je tudi pomembno, da izvajalci javnega potniškega prometa po opravljeni vožnji in tako naprej razkužujejo avtobus ali pa vlak oziroma mobilno sredstvo, da tudi pri tem opozarjajo potnike na nošenje mask, na razkuževanje, tudi zagotovijo na avtobusu dovolj razkužil in razkuževalnih sredstev. Torej, pomembno je, da se držimo vseh ukrepov, splošnih ukrepov, ki so predvideni, in poudarjamo priporočilo NIJZ-ja, ki ga je potrebno spoštovati, pa je 50% oziroma polovično polnjenje avtobusa ali pa vlaka. Nadalje je vlada tudi odločila, da se odpira tudi obratovanje krožnih kabinskih žičnic, vlečnic in tudi sedežnic. Naj tukaj povem, da prevoz oseb s krožno kabinsko žičnicami, vlečnicami in sedežnicami je dovoljen za največ eno osebo ali pa za člane istega gospodinjstva, razen ko gre pač za nujno oskrbo, medicinsko pomoč, zaščito ali reševanje. Če malce bolj razložim, torej sidro je lahko na njem samo ena oseba, prav tako sedežnica, s katero gremo, razen če gre pač za člane istega gospodinjstva. Pri tem seveda poudarjam oziroma priporočam vsem potnikom, da kupijo vozovnice v predprodaji, da ne pride potem do prevelike gneče na samih prodajnih mestih, seveda v predprodaji, če je le to mogoče. Pozivamo pa vse, da se držimo splošnih ukrepov, kot so maska, distanca, zlasti distanca, kajti če pogledamo fotografije, ki so preplavile socialna omrežja včeraj iz enega smučarskega središča v Sloveniji, potem vidimo, da tako več ne gre naprej. In pozivamo tudi vse redarske službe na smučiščih, da pa zagotavljajo distanco, nošenje maske in ostalih stvari. Torej, pred prazniki bomo tako lažje mobilni in jaz verjamem, da lahko skupaj dokažemo, to sem prepričan, da spoštovanjem splošnih ukrepov, torej distanca, maska, razkuževanje, sproščanjem pač ne poslabšamo že tako težavne in zaskrbljujoče epidemiološke slike. Poudarjam nujnost oziroma želim poudariti potrebo po aplikaciji Ostani zdrav. Le-ta nam lahko pomaga, da smo varni pri gibanju in jaz si želim, da se res zavedamo, da aplikacija ni kar nekomu v namen, ampak da je res v namen k temu, da preprečimo širjenje okužbe. Če se dotaknem najprej tistega, ki se nanaša na naše zunanje meje oziroma kontrolne točke med državami članicami EU, tukaj v tem trenutku ni sprememb. Spremembe pa so v odloku o delni omejitvi zbiranja in gibanja, torej ključna sprememba, ki ste jo seveda v glavnem že vsi nekako v svojih novinarskih povzetkih javnosti predstavili, je seveda vnes novega člena, ki glede na izboljšano epidemiološko stanje v 4 statističnih regijah, torej v regijah, ki jih je minister Počivalšek že, kot vem, naštel, torej gre za osrednjoslovensko regijo, gre za gorenjsko regijo, gre za obalno kraško regijo in gre za goriško regijo, se ukinja oziroma sprošča prepoved gibanja med občinami. Torej znotraj teh posameznih regij je gibanje
več ni omejeno, ob pogoju, da imate pri prehajanju med občinskimi mejami pri sebi naloženo in aktivirano mobilno aplikacijo Ostani zdrav. Drugih sprememb znotraj tega odloka ni, morda zgolj to, da smo se odločili, da odlok velja od jutri, torej od danes od polnoči do vključno 23. decembra. Seveda bomo, tako kot je zapovedalo Ustavno sodišče, ta odlok v roku 7 dni oziroma po 7 dneh verjetno že v četrtek ponovno tehtali oziroma se odločili o tem, ali je potrebna kakšna sprememba, ga po potrebi spremenili, dopolnili ali pa zgolj podaljšali. Bomo pa, tako kot je bilo tudi danes že rečeno, pripravili tudi osnutke odlokov, ki bodo v veljavi predvidoma od 23. oziroma od vključno 24. pa tja do konca novoletnih praznikov. Torej, na včerajšnji seji smo se kar dolgo časa zamudili okoli ukrepov, ki jih uvaja v Nemčiji. Torej, kot veste, se v Nemčiji zadeve relativno strogo zapirajo. Omejitve v času božičnih praznikov in novoletnih bodo precej večje, kot so bile do sedaj. Pogledali bomo, kaj počnejo Nemci in verjetno po njihovem vzoru podobne omejitve ali pa sprostitve pripravili tudi za naše praznike. Morda še beseda o tem, kar je bilo danes tudi že nekajkrat nekako izpostavljeno, pa morda povem že kar v tem uvodu, vkolikor ne bo vprašanj. Torej, omejitev gibanja znotraj posamezne statistične regije je zaenkrat omejena na statistično regijo. Torej, ni dovoljeno, kljub temu, da sta epidemiološka obe regiji enakovredni, vsaj približno enakovredni, torej zaenkrat ni dovoljeno prehajanje iz statistične regije, naprimer osrednje Slovenske na Gorenjsko ali pa iz Gorenjske na Goriško. Torej, zaenkrat ostaja omejitev gibanja znotraj statistične regije. Bomo pa to, kolikor se bodo stvari izboljšale, seveda ponovno pretehtali in morda v naslednjih odlokih, v naslednjih spremembah tudi to dopolnili, spremenili oziroma omogočili.